Dobrodošli v novem delu serije Crypto Trading za začetnike in tole je že 6. del serije. In danes bomo govorili o kar pomembni stvari in to so indikatorji. Pri meni so indikatorji najbolj pomembni pri tradanju. V vsaki strategiji imam vsaj en indikator, tako da brez njih ne bi mogel tradati. Zdaj poznam tudi folk, ki ne trada z indikatorji, ampak se meni definitivno zdi lažje z njimi. No, preden pa gremo na video, bi pa rad omenil še, da imamo na Instagramu MacBook Pro giveaway. Pejte pogledat, link je v descriptionu, na Instagramu piše vse. In pa imamo še Discord skupino, joinite se v Discord skupino, noter so tudi kripto traderji, pošiljajo neke setupe, strategije, tako da se vam splača. Ok, indikatorji. Se pravi, indikatorje lahko razdelimo v bistvu v 4 kategorije. Zdaj, prva kategorija so trend indikatorji. Te indikatorji nam v bistvu pokažejo trend, pokažejo nam moč trenda, se pravi v primerjavi z nekim baselinom. Ponavadi so te indikatorji lagging, se pravi, da v bistvu malo zamujajo za price action. Se pravi, trend se vzpostavi v bistvu preden ga te indikatorji pokažejo. No, in taki indikatorji so recimo Simple Moving Average, Exponential Moving Average. Te dva so v bistvu najbolj važna pri temu. Ja, pa če bi radi v bistvu malo več o Moving Averagih, je to v prejšnji epizodi, tako da si pejte pogledat. No, druga kategorija indikatorjev so volume indikatorji. In volume indikatorji nam v bistvu pokažejo samo količino, ki je tradana, in ta količina nam pa v bistvu pokaže neko dejavnost v marketu. Koliko je market active pač, koliko se trada. Ok, pol imamo momentum indikatorje. Te indikatorji merijo v bistvu hitrost nekega trenda, naprimer, oziroma hitrost price actiona, koliko se price action pač hitro premika. Tukaj imamo recimo RSI, Stochastic RSI in v glavnem teh indikatorjev je po moje največ, jih imate full, ampak te 3 jaz v bistvu največ uporabljam, oziroma več ali manj sam RSI pa Stochastic RSI mi ni preveč všeč. No, in zadnja kategorija indikatorjev so pa volatility indikatorji. In volatility indikatorji pa v bistvu merijo neko stopnjo premikov, ki se dogajajo v marketu, se pravi, koliko so močni premiki, koliko veliki v bistvu. In te indikatorji so direction neutral, se pravi, kazali nam bojo samo kakšni premiki so pričakovani, oziroma kakšni premiki so se zgodili, koliko veliki. Se pravi, ne pokažejo nam, v katero smer bo šlo, ampak samo za koliko v bistvu. No, in če zdaj v bistvu indikatorje razdelimo še na 2 vrsti, poznamo lagging pa leading indikatorje. Se pravi, lagging indikatorji pomeni, da zamujajo in se v bistvu nekaj že zgodilo, ker se to pokaže na teh indikatorjih. Leading indikatorji pa v bistvu lahko prediktajo nekaj, se pravi, si lahko pomagamo z njimi, kaj lahko pričakujemo v bistvu. No, in od teh 4 kategorij, ki sem jih omenil, so trend indikatorji so definitivno lagging, pol momentum so leading indikatorji, zdaj volatility pa volume indikatorji so pa v bistvu lahko lagging ali pa leading indikator, odvisno kjer ga uporabljate. No, in ko delate strategijo za tradanje, je v bistvu najboljše, če skombinirate indikatorje, ki se v bistvu med sabo komplementirajo. Torej, da uporabite indikatorje iz različnih kategorij in jih nekako date skupaj v neko strategijo. In dobro je tudi, če kombinirate leading pa lagging indikatorje pri svoji strategiji. No, in če vam recimo pokažem en primer. Recimo takole bo izgledal moj chart, se pravi, imamo moving average, to so neki trend indikatorji in so tudi lagging indikatorji. Pol spodaj imamo volume, to je itak na vseh chartih, če si ga lih ne date dol. No, in pol imamo spodaj še stochastic indicator,
se pravi nek momentum indikator. In pa tukaj imam še BBWP, to je pa v bistvu volatility indikator. In recimo, kakšna bi bila lahko strategija, naprimer, ne vem, najprej bi si z recimo moving average bi lahko identificirali trend, recimo tukaj vidimo, da cena prečka več ali manj vse moving average, volatility je na tej točki low in ko se expanda, imamo v bistvu nek direction, se pravi od trenda, imamo direction trenda, se pravi, bi lahko tradali recimo na podlagi tega. No, to je bilo to za ta video o indikatorjih, malo bolj na hitro, v bistvu nisem hotel preveč razlagati o različnih indikatorjih. Če vas to zanima, v bistvu, ne vem, napišite, kjer ga bi rad, da predstavim, ker se mi zdi, da bi znali biti malo dolgočasni videi, da ne bi dobili preveč ogledov, če bi vsakega posebej razlagal. In ja, to je to za ta video. Prečkirite še Bybit spodaj, pa se vidimo v naslednjem videu.